Dobro jutro in lepo pozdravljeni iz Prešernovega trga, ki ga verjetno danes vsi prepoznate, čeprav kot vidite se bo pravkar končal teden športa, ki se tukaj v Ljubljani odvija. Ja, no, jaz se bom pa danes podala v zgodovino in sicer v zgodovino Ljubljane v čas, ko je Ljubljana pravzaprav dobila sploh mestne pravice. Izgledala je seveda precej drugače, kot lahko vidite trenutno za mano. Takrat Prešernovega trga pravzaprav sploh ni bilo, vse tukaj gor proti Miklošičevi ulici pa je bilo pravzaprav podrto v času velikega potresa leta 1895. Ja, tudi kavalirji so takrat izgledali drugače, seveda imeli so še konje. Natančneje podajamo se v leto 1504, ko je Ljubljana dobila mestne pravice. Na kakšen način in kako, pa boste izvedeli, če ostanete z mano. Kot obljubljeno torej vidite seveda grad, ki je takrat, ko je Ljubljana postala mesto, že obstajal. Sicer pa, kot vemo, je bila Ljubljana ob prehodu v zgodnji novi vek glavno mesto Vojvodine Kranjske. Se pravi upravno, cerkveno, kulturno, družabno središče in pa hkrati v bistvu tudi eno največjih središč mestnega prebivalstva v slovenskih deželah. Leta 1504, leto, ki sem ga omenila že prej, je bil na čelo mestne samouprave prvič izvoljen župan, se pravi 1504 se je tedaj pisalo. In od okoli 5000 prebivalcev na začetku 16. stoletja je pravzaprav do 19. stoletja njihovo število naraslo na okoli 20 000 ljudi, kar je pravzaprav mesto že glede na današnje razmere. No in Ljubljana je bila vsaj do 2/3 slovensko mesto, predmestja pa so bila skoraj povsem slovenska. Gospodarski pomen mesta je potem naraščal od 15. stoletja dalje. Imel je zelo ugodno prometno lego, ki je zagotavljala porast trgovine, se pravi tako Ljubljanica je bila zraven kot tudi marsikatera pot še tam od časov Emone. In tako je lahko tudi obrt večinoma proizvajala za lokalne potrebe. Zdaj, ta del, ki vam kažem, se je dejansko tam nekje ni prav veliko spreminjal, no. Kot veste, je tukaj pravzaprav začetek tako imenovane stare Ljubljane. Potem nek prelom v razvoju mesta je pomenila reformacija, ker sta v bistvu novo vero sprejeli kar 2/3 tedanjega mestnega prebivalstva. Jezuiti so potem v mesto prišli šele leta 1597 in so v bistvu za rekatolizacijo mesta iz protestantskega nazaj v katoliško potrebovali desetletja. No, kot vidite, jim je uspelo, ker danes pravzaprav je katoliška vera tista, ki ji večina Slovencev tudi zaupa. No, humanizem in renesansa sta tudi v naših deželah pomenila neko tako kulturno gibanje. V bistvu bi lahko govorili o 3 kulturnih viških, ne. V obdobju reformacije so bile tiskane prve knjige v slovenskem jeziku, med njimi Sveto pismo, v drugi polovici 17. stoletja pa so potem prišle seveda že marsikatere druge knjige. Mesto se je takrat barokiziralo v arhitekturi, umetnosti, tudi v literaturi. Začeli so pa pisati tudi mestne kronike, tako da od takrat naprej vemo nekaj več, kaj se je dogajalo. So pa v 18. stoletju v Ljubljano tudi prodrle razsvetljenske ideje. Zdajle stojimo pred galerijo Kresija, v kateri ponavadi lahko zastonj gledate kakšne razstave. Tukaj piše, da je trenutno na ogled Part-Time Human, občasno človek, Anne Mrovlje, ampak je zdajle še tako zgodaj, da je galerija zaprta. Vsekakor nahajamo se na Stritarjevi ulici na poti do mestne hiše, kot jo poznamo danes. Včasih je bila vendarle nekaj metrov stran. Ampak govorimo seveda o tem, kdaj je Ljubljana postala mesto, se pravi tam nekje med 16. stoletjem in ilirskimi provincami se nahajamo. Vitalni deli Ljubljane so bili takrat, ko je Ljubljana bila še obzidano mesto s predmesti, nekako se pravi predmesti, ki so bila Karlovško, Trnovsko, Kapucinsko, Šentpetrsko, Gradišče, Poljane in pa potem nekoliko kasneje še Krakovsko predmestje. Ljubljana pa se nahajala znotraj vseh teh.
Mestno Pomirje oziroma, kot so mu takrat rekli, Burgfriede ali obmestje, je pa bilo od okolice z obzidjem razmejeno območje, kjer je veljala jurisdikcija mestnih organov. Mesto je potem v tem sklenjenem obzidju merilo okoli 28 hektarjev, no Mestno Pomirje pa je bilo približno 10-krat večje kot površina mesta, se pravi govorimo o približno 280 hektarjih. Meje tega pomirja so se širile s svoboščinami, ki so jih Ljubljančani pridobivali od leta 1320 že dalje. Ljubljana je imela torej pravico do izkoriščanja vsega barja, smeli so hoditi po les za kurjavo in za zgradbe, vse tja nekje do gozdov na Igu. Zaradi česa so se potem pogosto tudi sprli z fevdalnimi gospodi, ki so bili takrat še precej razraščeni tukaj naokoli. In sred 16. stoletja je treba reči, da te meje Pomirja še niso bile pravzaprav zelo trdne. Dokončno so se ustalile šele leta 1788 ob tako imenovanih jožefinskih reformah. No, v 16. stoletju je v mestu živelo okoli 5000 prebivalcev. Reformacija in protireformacija pa sta številčno in etnično podobo mesta spremenili ob koncu 16. stoletja, ko je moralo v bistvu deželo zapustiti oziroma sprejeti staro vero protestantsko mestno prebivalstvo. To se je zgodilo leta 1599. V prvi polovici 17. stoletja pa potem še protestantsko plemstvo. Zdaj, če primerjamo dve oceni prebivalstva, je bilo leta 1600 v mestu okoli 6000 prebivalcev, 20 let kasneje pa 5050. Takrat je število prebivalstva sicer nekaj padlo tudi zaradi kuge, lahko pa ocenimo, da je mesto zapustilo od okoli 10% do največ 16% protestantov. In po sredini 17. stoletja lahko po ohranjenem popisu družinskih poglavarjev iz leta 1660 natančneje določimo število prebivalstva. Znotraj obzidja jih je v resnici takrat živelo, se pravi, približno polovica, tam malo več kot 3000, mesto z vsemi predmestji pa je v bistvu štelo okoli 6605 prebivalcev. Ko govorimo o času ljubljanskega baroka, seveda ne moremo mimo teh lepo okrancljanih hiš, ki so ravno nekje iz tistega obdobja. Čeprav je treba povedati, da je ravno zaradi potresa zelo močen bil tudi neoklasicističen slog oziroma neobaročni slog, neozgodovinski slogi nasploh, kar lahko vidimo naprimer na tejle stavbi, v kateri najdete tudi Trubarjevo hišo literature. In pravzaprav secesijo oziroma ta fan de siècle res najdemo bolj kot ne okoli Prešernovega trga in pa zgoraj po Miklošičevi ulici, potem pa bolj kot ne občasno. Barok je bil pač izjemno pomemben za arhitekturo na Slovenskem. In Ljubljana je bila takrat, če gremo stran od arhitekture do obiskovalcev, dvojezično mesto. Se pravi, slogi, ki so bili popularni v Avstriji, v Nemčiji, so seveda kasneje pridobili na popularnosti tudi tukaj v Ljubljani, ker je že naprimer po etničnem izvoru priimkov v popisu družinskih poglavarjev jasno, da je slovenskih priimkov bilo okoli 70%, potem je bilo 21 pogojno nemških, 9% pa italijanskih, madžarskih in slovanskih. Ampak so bili pa Nemci v tistem primeru tisti, ki so imeli denar, zaradi tega je tudi marsikateri Slovenec se želel naučiti nemško, zato da bi lahko prišel v višje sloje. No, družbena struktura prebivalstva se je postopoma spreminjala seveda skozi čas in ko so se v 17. stoletju v mestu začeli naseljevati plemiči, ki so opravljali razne uradniške službe, se je to še vse skupaj bolj pomešalo. Na Kranjskem so sicer ti plemiči predstavljali ozko plast, komaj ne vem če odstotek prebivalstva. In iz sloja bogatih meščanov je v bistvu zraslo to novo plemstvo, ki pa si je seveda plemiški naziv kupovalo. In to so bili ti novoriš, ki so se potem res delali, da so tisti ta pravi
da ne rečem Nemci. Prvo štetje prebivalstva, sicer to uradno, je bilo izvedeno leta 1754. V mestu so takrat našteli 9400 ljudi. Število je seveda zaradi naselitve novih uradnikov in pa tudi vojaštva precej poraslo potem v času ilirskih provinc. V prvi četrtini 19. stoletja pa je v Ljubljani živelo že okoli 20 000 prebivalcev. Novi Go ima tudi en tak super neozgodovinski portal in pravzaprav spodaj lahko vidimo še zelo značilno za neoklasicizem, kako hoče stare sloge oponašati in potem vidimo te stebre, katerih izvor sega vse tja do antične Grčije. No, za mesto sicer Ljubljana lahko rečemo, da je bilo v bistvu od nekdaj, tako kot lahko vidimo tudi danes, kljub epidemiji, da je v njem veliko turistov. Od nekdaj so radi turisti prihajali v Ljubljano, pa tudi različni drugi prišleki, kar je zapisal tudi Valvazor v slavi vojvodine Kranjske. In če vam samo malo citiram, kaj je tam napisal. Od tod pride, da živijo tako rekoč v eni ovčji staji skupaj s Kranjci, Štajerci, Korošci, Hrvati, Italijani, Tirolci, Bavarci, Sasi, Franki, Švabi, Šlezici, Čehi, pa celo Danci, Pomorjanci, Holandci in Francozi, tako da tretjina meščanstva se stoji iz tujcev. Tako da lahko bi rekli, da je bila Ljubljana že takrat neko tak talilni lonec narodnosti, jezikov in drugih različnosti. Zdaj, konkretno tole Mačkovo ulico vam kažem zaradi tega, da si predstavljate, kot nam je povedal tudi zadnjič Blaž Kosovel, te velike cerkve samostani so bili ponovadi zunaj obzidja. Se pravi, to, kar vidite cerkev, stolno cerkev, je pravzaprav bila že izven obzidja. Zdaj smo tako nekako na robu. Če bi šli pa v tej smeri po Ljubljanici naprej tja do Cukrarne, ki je sicer malo kasneje nastala, bi tam lahko videli včasih veliko vojakov. Ti so bili zelo nezaželeni v mestu, ker so pomenili težave in grožnje mestnemu redu, ne bi si sicer mislili. Predvsem pa so predstavljali strošek, ker so bila z njihovo nastanitvijo, s prehrano, z oskrbo konj povezana visoka finančna sredstva. Nezaželene prišleke so potem odganjali še s policijskimi redi, tega z vojaki pač niso mogli narediti. Beračem pa so pomagali dobri katoliki, ker so verjeli, da jih bo dobrodelnost popeljala v nebesa. Ampak po številnih vojnah je seveda toliko naraslo njihovo število, da jim je potem magistrat v bistvu omejil bivanje v mestu. Nastavili so neke take vrste beraške sodnike, ki so nadzorovali njihovo gibanje. In posebne beraške značke si mogel imeti, če si želel beračiti v Ljubljani, da so razločili, kateri so domači berači. Kasneje so potem ustanovili tudi prisilne delavnice in tako reševali v bistvu vprašanje marginalnega prebivalstva v mestu. Lahko pa seveda si je človek to, če je bil domačin, to beraško značko tudi samo mislil. Šlo je v bistvu za pločevinasto ploščico v velikosti 5x4 cm. V ščitu je bil potem vtisnjen grb mesta Ljubljane in letnica izdelave, naprimer 1667 ali pa kaj takega. Magistrat jih je izdal okoli 200, kar najverjetneje pomeni, da je bilo takrat v mestu toliko beračev. Na Starem trgu so imeli eno delavnico, ko so izdelovali te značke, Hans Ulrich Leichhoff jih je izdeloval. Predloga zanje pa mu je bil pravzaprav mali sodni pečat iz leta 1454. In potem je bilo tako, značko si je moral berač pritrditi, značka ima pač 4 luknje in potem ponovadi so si jo zašili ali pa kaj na vidno mesto in samo z njo je bilo dovoljeno beračiti. Druge berače pa je potem iz mesta izgnal tako imenovan beraški strah. Prišli smo do konca prvega dela ugotavljanja tega, kakšna je bila Ljubljana v času pridobivanja mestnih pravic. Zdaj sledijo reklame, ostanite pa z nami še za drugi del tega popotovanja.
Lepo pozdravljeni nazaj. Danes odkrivam Ljubljano v času, ko je prejela mestne pravice. Kot smo že ugotovili, je takrat izgledala precej drugače, kot izgleda danes. Če samo pogledamo tale v vlakec zapakirani traktor, ki nas vozi po novem na Ljubljanski grad. No, takrat je bil grad precej manj dostopen za slehernike, ampak je pa zato bilo precej dostopnejše mesto, ki pa tudi ni bilo dostopno za vse. Prej sem vam že povedala, da ste že za Beračani morali imeti posebno značko, no kaj več pa vam zaupam še v tem drugem delu. Kot že omenjeno, so bili prvi popisi prebivalstva izvedeni v Ljubljani v 17. stoletju. Družinske poglavarje so leta 1660 štirje cerkveni uradniki popisali po štirih, tako rekoč rajonih v obzidanem mestu in v predmestih. Se pravi, vsake so sodila pod jurisdikcijo stalne župnije svetega Nikolaja oziroma stolne cerkve, tako se pač imenuje cerkev svetega Nikolaja. Popisi pa vsebujejo take dost primerljive podatke, se pravi priimek in ime poglavarja širše družine oziroma gospodinjstva. Vsako gospodinjstvo so sodili tudi posli, število oseb, ki so oddale spovedne obrazce, otroke do 14 let, katehumene, ki jim še ni bilo treba oddati spovednih obrazcev. Četrta kategorija pa so bili restantes, tisti, ki spovednega obrazca še niso oddali. Popisali so takrat 850 družinskih poglavarjev in 30 družin, ki jih ob popisu ni bilo v mestu. Med družinske poglavarje so tedaj vpisali tudi ženske, 104 so bile nosilke gospodinjstva, kar je bilo okoli 12%. V mestu je potem živel 83 plemičev oziroma gospodov, kar je približno 10% prebivalstva. Otrok je bilo 1016, kar je 22%. Skoraj tretjino vseh popisanih otrok pa je pravzaprav živelo v predmestih. Najmanj jih je bilo v središču mesta. Pri 850 družinskih poglavarjih je bilo povprečje 1,2 otroka na družino in največ družin, 338, je imelo 2 otroka, potem 3 otroke, nekaj malega jih je imelo tudi 4 otroke. Samo enega otroka je takrat imelo 142 družin, kar je bilo 14%. V tabelah so potem zapisani vsi ti člani, ki so sodili družinskemu gospodarju, pa žena, otroci, vključno s posli, gostači, služkinjami, pomočniki. Zato v bistvu iz tabele ne razberemo števila jedrnih družin, ampak bolj ta družinska posestva, družinska posestva. Za mesto v bistvu niso bila prav značilna številčna gospodinjstva. V 20 gospodinjstvih je na primer živela samo ena oseba. Danes bi bila ta številka neverjetno višja. In zdaj sem že čisto na Mestnem trgu, ki je danes poimenovan tako seveda zaradi mestne hiše, ki tukaj stoji. In treba je povedati, da je Rotovž včasih imel drugačno podobo kot danes. Danes namreč tukaj stoji baročna hiša, zgrajena leta 1717. Nazoren opis stare mestne hiše na primer najdemo v slavi vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja, ki jo je opisal nekako takole. Mestno hišo so se zidali leta 1484. Ono na Starem trgu, kjer stoji danes kruharna, so začeli leta 1297. Se pravi, na Starem trgu je bila prej mestna hiša. Ampak poslikal jo je umetniški čopič slavnega slikarja Antona Gericija, kakor se še danes vidi. Poleg slikarije tako slovitega mojstra sta še 2 kamnita kipa naravne velikosti, predstavljajoča Adama in Evo, v izvrstni obdelavi in po umetniških pravilih izdelana, tako da svojega mojstra hvalita, ter izvrsten vzorec njegove umetnosti nudita. Oba kipa sta vzidana zgoraj, sredi zidu, vsak na svojem vogalu. Zdaj vam seveda kažem še tale Robov vodnjak oziroma njegovo repliko, kar se zdaj seveda že original nahaja v Narodni galeriji. No, se pravi, Adam in Eva sta bila nekoč na
Rotovžu vidna kipa, ki jo danes ne moremo videti več. Oba kipa sta bila vzidana nekje zgoraj, sredi zidu, vsak na enem vogalu. Preprostemu človeku in popotnim rokodelskim pomočnikom je tale Eva znamenje mesta Ljubljane. Zato jih vprašujejo, so li poljubili staro dekle. Starost se nanaša seveda na starost kipa, ne na starost upodobljenke, tam pri mestni hiši. Se pravi, včasih so hodili Evo semle lupčkat za srečo. Ime kiparja, ki je izklesal ti dve podobi prastaršev Adama in Eve, nam je razkril slovit baročni kronist Janez Gregor Dolničar v svoji neobjavljeni knjigi Biblioteka Labasensis Publica, Collegii Carolini Nobilium. Ja, dobro, da vsi razumemo latinščino, ne. Glavnem tam v 18. stoletju je to izdal. Približno 3 stoletja kasneje, ko je bil objavljen njen prepis, je zazvenelo ime Janeza Lipca, kiparja Adama in Eve. In ko je Ljubljana dobila novo mestno hišo, to, ki vam jo kažem sedaj, leta 1484, so na vogala zgornjega nadstropja, ki se je uspelo nad veliko odprto ložo, postavili kipa prvih grešnikov. Danes jih seveda ni več, to ponavljam. Veljata za prva realistična akta v našem srednjeveškem kiparstvu. In Janez Lipec je edini po imenu znani ljubljanski gotski kipar in pravzaprav prvi po priimku znani slovenski kipar. Najverjetneje je bil eden od vodilnih članov ljubljanske kiparske delavnice, domnevno pa pravijo, da je bil doma z Primorskega oziroma še najverjetneje iz Pivke. Zgled pri snovanju sta mu bila zagotovo Adam in Eva beneškega kiparja Antonija Rica, ki je dvojico izklesal za foskarjev lok Doževe palače v Benetkah, tam nekje tudi konec 15. stoletja. In čeprav je Ricov slogovni izraz že renesančen, ga Lipec ni povzel. Ljubljanska Adam in Eva pač sta bila dosti prepričljivo severnjaška, se pravi malo bolj gotska, malo bolj špičasta, malo bolj v drugačnih tudi razmerih. Stala sta v kontrapostu, se pravi, da je, če ena noga trdna, je druga sproščena in obratno po diagonalah potem z zgornjimi udi. To je kontraposto. Pred seboj pa držita figov list. In Evino glavo nažalost ne moremo več videti, ker se ni ohranila. Po Adamu pa lahko spoznamo, da sta bili figuri celo večji od takrat naravne velikosti, ker je Adam visok okoli 180 centimetrov. Restavratorski posegi so potem odkrili sledi barve na manj izpostavljenih delih kipov in pozlate v Evinih kodrih. No, kipa pa sta bila potem leta 1717 tudi sneta z ljubljanskega magistrata. Dolničar je v bistvu zasnovalca v poznogotskem slogu zgrajene mestne hiše na sedanji lokaciji imenoval Ljubljančana Petra Bezlaja. Več kot 200 leti pa je stara stavba služila mestu, potem pa je leta 1717 dobilo nov sedež mestnega sveta, to je bilo baročno pozidano poslopje arhitekta Carlo Martinucija. Čeprav je do leta 2003 veljalo, da ga je v bistvu postavil domači arhitekt Gregor Maček, kar pa očitno ni res. Martinucci je pač takrat tako ali tako delal za številne plemiške in cerkvene naročnike v Ljubljani in okolici, no potem pa so mu leta 1717 zaupali, da zgradi tale magistrat. Ne, če smo že mesto, pa imamo pravi magistrat, so si rekli. Zapletel se je pa pri stopnišču. Arhitekt je namreč v notranjosti zamislil zavito stopnišče, mestna oblast pa je, verjetno zaradi stroškov, ta načrt potem opustila in zidarju, ki je Rotovž gradil, naročila naj stopnišče poenostavi. In ta zidarski mojster je bil Gregor Maček starejši, ki je potem v Rotovžu naredil ravne stopnice in so ga zaradi tega zmotno imeli za arhitekta ljubljanske mestne hiše in celo za največjega ljubljanskega baročnega arhitekta. No, tako pa smo prišli do konca našega današnjega popotovanja po skrajnih začetkih mesta Ljubljana.
Tu večkrat se bomo še odpravili po Ljubljani, mogoče tudi s kakšnim vodičem, potem ko bojo malce bolj prosti. Zdaj je seveda še vedno veliko turistov v Ljubljani in zaradi tega so precej zaposleni, morajo pohoditi okoli v skupinah po 2 ali 3, trije, tako da imajo kar nekaj terminov. No, kakorkoli, lahko pa se seveda tudi sami odpravite po Ljubljani, morda s pomočjo knjige Ljubljana, ki je bila izdana pri Mestnem muzeju Ljubljana in vam pravzaprav govori o tem, kakšna je bila Ljubljana, vse od Mostiščarjev pa do današnjega dne. Govori tudi o prvem, najstarejšem znanem kolesu, ki so ga našli v Ljubljanici, in pa še marsikaj zanimivega lahko v njej izvemo. Tudi danes sem črpala pretežno iz te knjige in moram priznati, da sem bila najbolj presenečena s tem, da so obstajale beraške značke, ker tudi danes pravzaprav bi lahko skoraj da rekli, da nekaj takega bolj v neformalnem smislu obstaja, ampak ne za brezdomce, ampak za ulične glasbenike, ki si seveda lahko kupijo tisti svoj kvadratni meter, ne morejo oziroma svojo dovolilnico, medtem ko nekatere druge seveda rajši redno oglabljajo zaradi tega, ker si niso dovolj hitro priskrbeli dovolilnice. A o tem mora biti kdaj drugič, vsekakor upam, da ste se danes odločili, da se tudi sami mogoče sprehodite do sem, do centra, pogledate tudi Rotovž, današnji Rotovž, mestno hišo. Tudi v notranjosti vam piše nekaj, kako je bil zgrajen, vedno pa so ponavadi notri tudi razstavljene razstave. No, toliko za danes iz centra mesta, lepo se imejte.